V Bistriškem gradu je minuli torek potekala prireditev ob Mednarodnem dnevu invalidov in 10. obletnici podelitve listine občina po meri invalidov. O prijetnem druženju in pestrem kulturnem programu, ki so ga pripravila invalidska društva in zavodi, so predstavili dejavnosti invalidskih organizacij in projekt občina po meri invalidov. Zbrane sta uvodoma nagovorila župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in predsednik sveta za invalide občine Slovenska Bistrica Žarko Furman. Zdaj 10 let, odkar je občina dobila listino po meri invalidov, je verjetno tudi priložnost, da se ozremo, kaj je bilo v teh 10 letih postorjenega. Jaz sem prepričan, da je tudi sama listina in ta status pripomogla k temu, da smo v občini Slovenska Bistrica pa mogoče kaj več postorili, kot bi sicer na področju odpravljanja ovir. Nenazadnje tudi tukaj v gradu je v tem času bilo postavljeno dvigalo, sicer z donacijo in veliko pomočjo naše častne občanke, pa tudi sicer je bilo kar veliko tega po naših krajih postorjenega. Na eni strani torej te tehnične ovire in tehnične težave, na drugi strani pa seveda številne druge aktivnosti, ki so tudi povezane z samim vključevanjem invalidov v družbo. Zdaj jaz sem prepričan, da bo o tem kaj več povedal gospod podžupan Žarko Furman, ki je tudi predsednik sveta invalidov in eden gonilne slije na tem področju. Bi pa ob tej priložnosti res izrekel iskreno priznanje vsem tistim, ki ste se angažirali, teh je bilo pa seveda veliko. No, tukaj moram se posebej izpostaviti tudi gospoda Kolarja, on je bil eden tistih, ki je pravzaprav nas spodbudil, da smo se te aktivnosti takrat lotili. Jaz sem zelo vesel, da je Zveza delovnih invalidov Slovenije predstavila projekt občina po meri invalidov, da smo se tudi z veseljem takrat odzvali. Res je, da ta zadeva zdaj že sega kar nazaj dobrih 12 let, tistih prvih zametkov, ko je takrat dejansko, kot je že župan tudi rekel, predsednik invalidov včerajšnjega, gospod Anton Kolar, imela takrat prve neformalne sestanke, smo relativno hitro našla skupen jezik glede samega projekta, pripravila potem konec leta 2012 tudi prvo srečanje vseh invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine Slovenska Bistrica, kjer smo predstavili sam projekt in seveda, kar je bilo ključno, da so vsa društva, ki so tam sodelovala, tudi participirala pri samem projektu. Kajti, kot vemo, ta projekt temelji na invalidih in odločati o invalidih brez invalidih je seveda brezpredmetno. Po tem sklepu, ki smo ga dobili, smo se seveda toliko opogumili, pa smo se zvone ne opogumila, konec leta 2012, da smo v začetku leta 2013 prišla do županove pisarne, pa potrkala na vrata, ga pocukala za rokav, predstavila sam projekt in smo seveda tudi tukaj našli hitro skupen jezik in nekako so bila tukaj potem odprta vrata, da začnemo z samim projektom, bolje rečeno z pripravami na sam projekt občina po meri invalidov. Takrat nas je kar nekaj bilo, ko smo naredili analizo stanja v naši občini, se pravi vse tiste pomanjkljivosti, ki so, predvsem na področju komunikacijskih in arhitektonskih ovir, izboljšanja informiranosti. Seveda smo tudi ugotovili, da že prej so bile določene zadeve postorjene, tega ne moremo reči, vendar ni bilo takšnega sistematičnega pristopa in seveda tudi udeležbe invalidov pri samih pomanjkljivosti in potem pri sestavi tudi samega akcijskega načrta. Smo ga leta 2014 naredili, predstavili občinskemu svetu, je bil potrjen in ga začeli seveda tudi realizirati skladno z navodili Zveze delovnih invalidov v Sloveniji. Zdaj, po 2 letih takrat realizacije samega akcijskega načrta je ZDIS tudi ugotovil, da smo naredili toliko dobrih zadev za invalide, da smo se lahko potegovali že leta 2014 za listino občina po meri invalidov in jo dejansko konec leta tudi dobili. Zdaj, treba je vedeti, da se ta listina ne podeljuje kar tako na lepe oči. Na vse zadnje tistega leta se je 14 občin potegovalo, da bi pridobilo listino in le občina Dravograd in občina Slovenska Bistrica so na koncu tudi pridobile samo listino, na kar smo bili seveda zelo ponosni, na eni strani ponosni, da smo jo pridobili, na drugi strani pa to seveda tudi zaveza, da vse tisto, kar je navedeno v samem akcijskem načrtu, ki je dodatno dolgo 4 let, tudi dejansko realiziramo, kar smo, manj uspešno uspeli narediti.
Jaz sem posebno vesel, da smo v lanskem letu 2023 uspeli realizirati čisto sleherni cilj, ki smo si ga zadali v akcijskem načrtu. Nekako je bil tisti trdi oreh, ki še ga je bilo treba streti mednarodno sodelovanje in predvsem po zaslugi seveda Društva invalidov Čerešnjevec in Antona Kolarja smo to zadevo tudi uspeli realizirati in tu sem seveda tudi zelo ponosen. Praktično smo zelo vključili vsak cilj, seveda ne še v širino, dosti še tukaj ostalo zadev, ki jih je potrebno postoriti. Dosti dobivamo nekih, pozivov o odpravi določenih, krivica, pa na drugi strani nekih pomanjkljivosti, vendar se treba zavedati, da naš svet za invalide deluje v tistem segmentu, kjer ima občina neke vzvode, mehanizme za regulativo. Medtem tam, kjer pa tega nimamo, pa seveda na pristojne institucije tudi naslovimo vprašanja, pobude in še potem tudi pozovemo, če so uspeli karkoli realizirati. Zbrane je pozdravil tudi član Zveze delovnih invalidov Slovenije Rajko Žagar. Čeprav raje gledamo v prihodnost, kujemo načrte in razmišljamo o novem, prihajajočem, si lahko na jubilejni dan 10. obletnice, odkar je bila občina Slovenska Bistrica strani Zveze delovnih invalidov Slovenije podeljen ta laskavi naziv listina občinam o meri invalidov. Dovolimo si pogled v preteklost. In ta je bila dolga, kreativna, polna organizacijskih in vsebinskih izzivov. Zato gre vso priznanje številnim prostovoljcem na področju prostovoljnega socialnega dela, ki so društvu dali svojstven pečat, našli vezivo z lokalno skupnostjo, katere vas je sprejela in vas ima za svoj neločljiv del. Vse to je privedlo tudi do listine, ki jo je občina Slovenska Bistrica prejela leta 2014. Vsega tega in še dosti človeškega ob jubileju ni mogoče prezreti. Toda vsaka obletnica mora pomeniti nov razvojni impuls, dokončni premik slehernega društva v naši zvezi na pot profilirane reprezentativne organizacije delovnih invalidov, ki kot specializirana invalidska organizacija ščiti in uresničuje interese delovnih invalidov. Letošnjo geslo ob mednarodnem dnevu leta invalidov se glasi: prebijte ovire, odprite vrata za vključujočo družbo in razvoj za vse. Zato širša in strokovna javnost od nas pričakuje nove inovativne korake, s katerimi bomo upravičili prisotnost v slovenskem socialnem prostoru, kadar beseda nanese na delovne invalide. Spoštovani, ob tej priložnosti se zahvaljujem prav vsem v Društvu invalidov Čerešnjevec za njihovo požrtvovalnost in delo za invalide. Čestitke vsem za naš praznik. Zahvaljujem se občini Slovenska Bistrica najprej, da je prisluhnila invalidom, da razume posebne potrebe invalidov in stremi za sprejemanju različnosti ter aktivnemu vključevanju invalidov za njene dosežke in odgovornost, ki jo je prevzela pri ustvarjanju enakih možnosti za invalide. Na prireditvi so predstavili tudi vzpona in planinca Planinske zveze Slovenije na Triglav in Breithorn.